Današnje popoldansko deževje z sunki zahodnega vetra je povzročilo v Kamniku kar močne padavine in tudi nekaj nevšečnosti s poplavami. V mestu je kleti nekaterih stanovanjskih blokov zalila voda in občani so sami reševali situacijo. Na Podjevšah, kjer je voda zalila nekatere gospodarske objekte, pa so posredovali gasilci PGD Kamnik. Kako ocenjujete današnjo gasilsko akcijo tukaj, ko ste prečrpavali vodo? Ja, tekom nocojšnjega neurja oziroma močnega deževja smo dobili obvestilo, da na Podjevšah 5, da je voda zalila klet. Ob prihodu smo videli, da je v kleti cirka meter vode. S potopno črpalko smo prečrpali v bližnji graben cirka 28 kubikov vode, porabili približno 1 uro, tako da smo sedaj klet izčrpali. Seveda škoda je kar precejšnja, bo pa gospodar sam ocenil oziroma službe ocenile, kakšna je. Gasilcem se je zahvalil tudi gospodar kmetije. Seveda pa v tej akciji se zahvaljujem gasilcem iz Kamenka, da so tako hitreje nesebično priskočili na pomoč in da smo skupnimi močmi zadevo sanirali. Res še enkrat hvala fantom iz gasilske brigade Kamenk. Kaj vam je pa poplavil? Pri nas je danes poplav v kleti. Šva je že pripravljena v Zimencah, ker so jo naše ženske preštimale. Poplav je skladišče krme. To se pravi, škoda, koliko jo je, danes ne znam povedati, sigurno je pa kar velika in se bojim jutrišnjega dežja, ki je napovedan, kaj bo. Upam, da bo šla huda ura mimo nas in da ne bo prizadeva našega kraja. O vzrokih za poplavo in kdo naj bi bil za to odgovoren, pa je gospodar kmetije povedal. Klasično, kot že zadnjih 16 let opozarja tudi našega župana, da graben Osranc je potreben sanacije, nekaj je treba meliorirati, ampak v občini Kamenk za to ni posluha in posledica tega so vsakoletne poplave v naši vasi. Res za vas Podjevši ima samo teh par hiš in za občino Kamenk zgleda nismo nič uredne, da bi kdo prisluhnil naši želji in naši prošnji. Kako odgovarjate na očitke, da ste vi odgovoren, da ni bil saniran hudournik in da je sedaj poplavilo to kmetijo? Tako kot vedno ob večjih nesrečah me vodja ali vodja štaba civilne zaščite me tudi tokrat Matjaž Srša poklical, da imamo kar nekaj problemov v občini, med drugim, da je gorelo tudi v Kalcitu, menda eno skladišče in da je tudi na Podjelši poplavljen, tam kot vedno, torej tam, kjer je struga hudournika zelo majhna in kjer je tudi popust proti Romšaku zelo majhen in seveda potem posledično zaliva ta voda, ki je čez breg na Podjelši pri Romšaku in pri Iskri. Prišel sem z dobro voljo, da pomagam, kaj je za postoriti. Seveda je gospod Jože Romšak na njegovem dvorišču, kamor sem zapeljal, prišel z zavihanimi rokavi in z pestjo proti meni, uporabil grde besede, ki jih ne želim na glas tu povedati, ampak mi je grozil, da bi pa v 16 letih to že kot župan moral urediti. Vemo, da se neprestano, ko se srečujemo s to vodo v tem območju, ugotavljamo, da predvsem vodarji nižje dol od Romšaka, od Iskja, ne urejajo struge tako, kot bi bilo potrebno. Jutri bom pa uradno kot župan dal prijavo tudi tistemu, oziroma bom prijavil tudi tistega, ki je gorvodno nekaj 10 metrov proti Mizarstvu Petek saniral ta breg, ki je seveda sanacijo povzročil še večje probleme oziroma večje vode, kajti tisti breg je bil pred leti poplavljen, zadnjih 4-5 let, pa seveda so bagarji stali, še predvčerajšnjem sem videl zadnji bagar, ki je urejal tudi ta hudournik in ki je urejal tista zemljišča. Mislim, da je tu tudi eden od... In kdo je sploh pristojen za hudournike, občina ali država? Stalno opozarjamo, da v zvezi z urejanjem voda nimamo ničesar. Ministrstvo za okolje in prostor, oziroma posledično upravljavci, PUH ali hidrotehnik ali kakorkoli so že te naloge razdeljene.